Alna Weberja, ki je tudi prijatelj našega muzeja. Predvsem pa je danes tukaj, da zaključi naš letošnji cikel, sicer Posavje v diplomskih in raziskovalnih nalogah. To je naša novost programska letošnjega leta, ko smo si zadali, da bomo nekako poiskali naše raziskovalce, ki ne delajo v muzeju ali pa tudi, ki so v svojih raziskovalnih nalogah, svojih diplomskih nalogah ali pa kako drugače raziskovali tudi teme z področja Posavja ali pa recimo, da so tudi sami Posavci. No in po tistih pomladanskih, če se spomnimo, začel je ta cikel tudi Brežičan Timotej Pavlin s podnebnimi spremembami po antiki, potem smo aprila gostili kolega oziroma mladega raziskovalca Roka Mrviča iz Sevnice, življenje s folklornimi obrazci nam je predstavil. Maj je zaznamovala 13.5. Sara Čošič, tudi študentka iz brežiške občine, ki je na nalogi za zgodovino oziroma raziskovala vpliv globalizacije nastanka samostojne države. Na Posavje ta dogodek smo posvetili tudi 30-letnici naše samostojne države. Potem smo imeli junij, ko je bilo že mogoče malo kombinirati in smo imeli 10.6. še vedno oddaljeno Zoom srečanje z Laro Štrbenk in 3 čateškimi dvorci. Potem smo se pa v soboto na tem enem izmed čateških dvorcev tudi dobili zgoraj na Cerini, tako da smo že lažje kombinirali. Oktobra nas je s predembami v meščanski prehrani seznanila naša nova kolegica Mihaela Kovačič, ki pa je iz te teme, malo širše je tudi naslov bil, diplomirala in nekako to lepo povezala tudi s svetovnim dnevom hrane, ki je bil na tisti dan, pa tudi z našo letošnjo srednjo razstavo po Posavju Žlico in čašo 5 čutov okus. Torej, danes pa sem vesela, da bo ta cikel 6 teh predavanj smo si zadali in to nam je uspelo in da vseeno saj, recimo, da smo 3 na Zoomu imeli oziroma oddaljena, 3 pa v živo, tako da sem vesela, da je z nami Alen in da bo ta današnji dogodek, ki je že okrnen, ker vemo, da smo v času, ko nas ta pandemija, epidemija, ta sveta korona, kaj že ves čas še noče spustiti iz svojega primeža, pa smo si zadali tako, da bo seveda potekalo v živo z nami, hkrati pa se celoten dogodek tudi snema s pomočjo našega zunanjega sodelavca Davorja Lipeja, ki je zelo priden in naklonjen tudi našemu delu in bo potem to seveda na voljo za ogled tudi na našem YouTube kanalu, tako kot so pač ostala predavanja, ki so potekla preko Zooma. Torej, ta cikel pri nas koordinira naš kustos pedagog Boštjan Kolar in danes ima nalogo, da tudi nakratko še predstavi našega gosta. Prosim. Hvala za besedo. Torej, Alen, kot je povedala naša direktorica, je Brežičan, star 24 let in je v osnovno šolo in kasneje v gimnazijo obiskoval v Brežicah. Potem pa se je vpisal na fakulteto za turizem Univerze v Mariboru, kjer sedaj obiskuje drugi letnik magistrske smeri, turistične destinacije in doživetja, kot sem prav povedal. In smo zelo veseli, ker je Alen pri nas pravil tudi prakso, ravno tistem obdobju malo pred začetkom epidemije koronavirusa, tako da smo bili z njima res zelo zadovoljni, saj jaz sam lahko tako reče, da vredno še marsikdo drug, ker je res svoje delo opravljalo z veliko truda in energije, tako da že kako čakam, da nam predstavi svojo diplomsko nalogo. Tako da, izvolite. Pozdravljeni, hvala, da prišli na predstavitev mojega diplomskega dela, ki sem ga ustvaril lansko leto z pomočjo profesorice Marjetke Rangus in se glasi oblikovanje multisendromne izkušnje v Posavskem muzeju Brežice. Torej, najprej nekaj za uvod. V turizmu se dogajajo spremembe, pojavljajo se alternativne oblike turizma in sicer, ki dajo v odspredje izkušnje,
Dan danes tudi turisti sami iščejo nekako kvalitetne in pa zanimive izkušnje. To tudi pravi strateška vizija slovenskega turizma, ki se glasi, da naj slovenski ponudnik nekako turistom da kvalitetna in pa 5-zvezdična turistična doživetja. Ta naloga je izdelana na podlagi 2 paradigm, in sicer izkustvena paradigma, ki pravi, da bo bilo neko podjetje uspešno, če uprizarja izkušnje na turizmu, in pa paradigma utelešenja, ki pravi, da svet spoznavamo skozi naše telo in posledično preko naših 5 čutil. Torej, kaj sploh to je multisenzornost? Senzornost je torej zaznavanje preko naših 5 človeških čutil. To so vid, sluh, vonj, okus, dotik in pa vonj. Multisenzornost je torej delovanje večjega števila naših čutil. Torej, potem je oblikovanje multisenzorne izkušnje preprosto vključevanje čim večjega števila čutil v neko izkušnjo, ki je lahko tudi turistično. Torej, kot sem že omenil, človeški čuti so življenjskega pomena za naš obstoj. 5 človeških čutil ima ključen pomen za posameznikovo izkušnjo, saj vsak posameznik zaznava izdelke, firme in pa blagovne znamke. Same izkušnje izvirajo torej iz nekakšnih senzornih dražljajev. Tukaj imam jih naštete, najprej vizualni dražljaji, to so lahko oblika, barva, dizajn, nato slušni, zvok, ritem in melodija, nato olfaktorni, naravni vonj, umetni vonj in aroma, gustatorni, okus, priokus, gastronomija in pa taktilni, tekstura, trdota, temperatura, tudi tlak in pa podobno. Kaj je bil sam namen dela? Sam namen dela je bil preučiti, kako oblikovati to multisenzorno izkušnjo v muzeju in pa podati neke predloge, kako izboljšati samo ponudbo muzeja za vidika multisenzornosti. Teoretični del, kot lahko vidite, je bil sestavljen iz 2 glavnih poglavij. Prvo poglavje izkušnje, kjer sem predstavljal turistične izkušnje, vidike izkušenj, same multisenzorne izkušnje, oblikovanje kakovostnih izkušenj in pa metode oblikovanja le-teh. Nato pa še poglavje čutila v izkušnjah. Tukaj sem pa nekako opisal moč in pa vlogo čutil v izkušnjah in pa na koncu tudi vlogo čutil v samih muzejih. In ko smo že pri muzeju, ta diplomska naloga se je odvijala v Posavskem muzeju Brežice. Ta muzej je zaradi svoje prostorske veličine in pa priljubljenosti lahko idealen za razvoj neke multisenzorne izkušnje. Se pa tudi moja naloga tematsko ujema za vsebino muzeja, saj kot lahko vidite na tej sliki, to je alegorija 5 čutil, ki se nahaja na stopnišču grada in tako so človeška čutila predstavljena skozi teh 5 fresk in pa teh slik, ki si lahko podrobno ogledate tudi v gradu. Metodologija torej bila je sestavljena iz 3 delov. Najprej sem upravil nekako analizo izkušnje v muzeju za vidika senzornosti, saj sem muzej poznal, ker sem upravljal v njem prakso, kot je bilo že rečeno. Potem sem upravil anketo, z njo sem pridobil nekako informacije o stanju senzorne razsežnosti v muzeju. Sam vzorec je vseboval okoli 56 obiskovalcev. Nato pa sem za samo oblikovanje multisenzorne izkušnje v muzeju nekako uporabil 2 metode. Prva metoda je metoda senzornega profila, druga pa je metoda izkustvenih točk. Torej, kaj je povedala prvotna analiza izkušnje? Sem ugotovil, da muzej sicer načrtno in redno ponuja nekatere senzorne vsebine. To so največ preko takšnih računalniških tablic, kjer lahko obiskovalci stimulirajo dotik in pa tudi sluh, ko pritisnejo na te zaslone, ko pritisnejo na videe. Glavni problem senzorne izkušnje v muzeju pa sem videl z tega vidika, da ta deluje zelo posredno. Torej, do multisenzornih izkušnj večino časa ne pride, saj večina gostov ne predalo v ognju ali ne izbere teh videov na zaslonu v vodi, kot lahko vidimo na
zgornji sliki. Obiskovalec je tako mora sam poiskati senzorno izkušnjo in ta ni neposredno vključena kot sestavni del pogleda. Sedaj pa gremo na hipoteze. Torej, v anketi je bilo torej vprašanje, kjer sem poprašal obiskovalce naj ocenijo stimulacijo čutil po ogledu. Torej, prva hipoteza sem predpostavljal, da bo najbolj stimulirano čutilo vid. To hipotezo sem potrdil, saj je povprečna ocena stimulacije vida najvišja in znaša 4,59, kot lahko vidimo. Hipoteza 3, ki pa se nanaša na to vprašanje, pa sem pravil, da bo najmanj stimulirano čutilo okus. Povprečna ocena stimulacije okusa je bila sicer druga najnižja in je znašala 1,48, torej manj je bil stimuliran dotik, kar sem pripisal torej ukrepom proti COVID-19 in tako se je hipotezo 3 zavrnil. Potem je bilo naslednje vprašanje, koliko ste pogrešali stimulacijo posameznega čutila, kjer sem poskušal ugotoviti, ali so obiskovalci torej pogrešali kakšno od stimulacij. In sicer hipoteza 2 sem pravil, da najbolj je pogrešana stimulacija sluha. Hipotezo sem potrdil, kot lahko vidimo, je bila povprečna ocena pogrešane stimulacije sluha najvišja in je znašala 3,89. In pa še zadnja hipoteza, kjer pa sem nekako napisal par teh idej, ki bi nekako vključevali senzorno izkušnjo in sem pravil, da gledanci ocenjujejo predvajanje klasične baročne glasbe v Viteški dvorani kot najboljši del za oblikovanje senzorne ponudbe. Hipotezo sem potrdil, saj je bila, kot lahko vidimo, povprečna ocena ideje najvišja in je znašala 4,64. Tukaj pa se lahko gledate na seznam tudi nekatere druge ideje, ki bi se lahko vključili. Izpostavili bi 3 pomembne ugotovitve pri analizi rezultatov ankete in sicer to so podalje. Prva je torej prevladovanje vida. Vid je dobil torej največjo vrednost pri stimulaciji čutil, kot sem že omenil. Dobil je največje število senzornih izrazov, ki so jih obiskovalci omenili. Kot lahko vidimo tukaj v tabeli vizualni izrazi, ki so jih obiskovalci omenili, na primer barvasto barvno, nato barve sob in pa rdeča, ki je barva sobe, ogenj in pa modra, ki je barva prostora voda, nato še svetloba in pa temno. Prav tako je vid doživel najnižje povprečje pri oceni pogrešanja stimulacije čutila in sicer povprečje samo 1,48. To je bilo za vid, na to pa lahko dalje. Na to sem ugotovil visoke rezultate stimulacije vonja, ki so me presenetili, saj je malo število vsebin v muzeju, ki načrtno stimulirajo vonj, je vseeno dobil vonj drugo največje povprečje pri oceni stimulacije čutil in sicer povprečje 2,84. Število olfaktornih izrazov je bilo drugo največje, za prevladujočim vidom, kot lahko vidimo v tabeli, so obiskovalci zanimivo omenili vonj po starem, vonj po muzeju, vlaga, vonj po toplem in pa slab vonj. In pa to je čutilo, katerega stimulacijo takoj z vidom so tudi najmanj pogrešali. Kot sem že omenil, te rezultate sem nekako pripisal olfaktorni naravi samega muzeja, muzejskih eksponatov in pa muzejskih prostorov. Tako dalje. Na to pa, če tretja pomembna ugotovitev, pa visoka povprečna ocena idej za stimulacijo sluha. Tiste ideje v prejšnji tabeli sem nekako združil in sicer po čutilih. Kot lahko vidimo je predvajanje klasične glasbe, na to predvajanje zvoka vode in predvajanje zvoka ognja imelo najvišje povprečje in sicer kar 4,25. Sluh je prav tako imel nizko povprečje ocene stimulacije čutil, 2,20. Pri auditornih izrazih sta bila najbolj pogosta izraz tišina in pa ni zvoka, kot lahko vidimo v tabeli, kar mi je še bolj dalo vedeti, da je sluh slabo prisoten. In pa ključno so agitirci najbolj pogrešali stimulacijo sluha, sicer povprečje kar 3,89. Tako sem zaključil, da ima sluh
še največji potencial pri razvoju multisenzornih knjigov v muzeju. Na to pa prejdemo na oblikovanje same multisenzorne izkušnje v muzeju. Kot se prej omenil, torej prva metoda senzornega profila. Kot lahko vidimo, oblikoval sem takšen profil, ki kaže na nekako vid, ki najbolj prevladuje. Na to pa je še ta metoda vključevala oblikovanje senzornega podpisa za muzej. Oblikoval sem 3 senzorne podpise in sicer vizualni se je identificiral v barve prostorov razstave 4 elementi, ki bi lahko to bili. Na to auditorni podpis, klasična oziroma baročna glasba v Viteški dvorani in pa olfaktorni podpis vojn v prostorih muzeja. Na to pa še druga metoda izkustvenih točk. Tukaj sem nekako oblikoval izkustveno točko za vsako čutivo posebej in na to ocenil njeno vključenost. Ogled prostorov razstave elementi in muzejskih eksponatov, ki se nanaša na vid, sem ocenil 9 od 10 zaradi rezultatov v anketi, ki sem jih prej omenil. Na to predvajanje zvoka reke Saja v vodi za sluh sem ocenil z 3 od 10, ker so torej obiskovalci zelo povešali sluh in pa tudi pri ostalih kazalnikih, ki sem jih omenil. Potem vojnjenje zelišč v ognju, seveda za vojn, sem ocenil 4 od 10, malce več, ker so, kot sem omenil, torej obiskovalci visoko ocenjevali vojn. Za okus, torej nisem našel vsebin, saj muzej ne ponuja, zato sem ocenil 0 od 10. In pa za dotik sem pa vključil neko novo idejo, to je pomenjanje viteškega oklepa za otroke, ampak seveda, ker je to ni aktualno, sem ocenil 0 od 10. Tako dalje. In pa sedaj še za konec predlogi za oblikovanje multisenzorne izkušnje v muzeju. Tako dalje. Prvi predlog za sluh in sicer nekakšen ključen predlog mojega diplomskega dela je bil predvajanje klasične oziroma baročne glasbe v Viteški dvorani. Lahko vidimo na sliki, bi se lahko predvajalo preko teh 2 obstoječih zvočnikov, na to predvajanje zvoka reke Save v vodi in pa predvajanje partizanskih pesmi v zbirki pod 9 zastavami. To sicer lahko obiskovalci sami izberejo, predvajajo, ampak mnogo jih za to opcijo ne ve, oziroma ne vidi. To je za sluh, podanje. Za vojn sem samo predlagal boljše izpostavljanje zelišč v omaju ognju, ki se nahajajo tam v ozadju na sliki, in pa boljše pozicioniranje sveče iz čebeljega voska v ognju, ki jih prav tako tukaj vidimo. To bi lahko bilo malce bolj pozicionirano in je tako lahko bolj stimulirano vojn obiskovalcev. Za okus pa sem predlagal nekako malce bolj drugačno idejo, torej predlagal sem zunanjega izvajalca peke v okolici Bežnica, preko majhnih srčnih pletenic, ki so prikazane v zemlji, kot lahko vidimo na sliki, tudi preko videa na računalniškem zaslonu. Mogoče tudi, da bi se lahko zapatirane pletenice, piškoti v obliki piškoporskih prašičev podajali ob izstopu iz muzeja. Nekako predlogi za dolgi rok pa se mogoče dal idejo grajske kavarne in pa tudi malce boljše vključevanje grajske kleti. Tako dalje. Za dotik sem, ker smo pravili prakso, pa sem tudi spoznal ta viteški oklep za otroke. Torej, da bi bila možnost pomenjanja tega oklepa, ki se nahaja v depoju grada. Oklep bi bil postavljen na dvorišču grada in mislim, da bi lahko ponudil odlično priložnost za nastanek fotografij. Za na konec za vid, pa kot sem ocenil, ta že tako prevladuje in sem predlagal osredotočen na stimulacijo ostalih čutil. Za zaključek, vesel sem bil za odziv Posavskega muzeja in direktorice, ker so mi pomagali pri izvedbi anketiranja, tudi zaposlenih, sem jih postavil stol in pa tudi kemike, da sem lahko to dokaj hitro obavil. Pri rezultatih raziskave več poudaril vpliv epidemije COVID-19 in pa ukrepov, ki so vplivali na te rezultate in pa na samo uprizorjeno izkušnjo muzeja. Za na konec bi pa še povedal, da pri tem oblikovanju multisenzornih izkušenj je pomembno ohraniti kakovost za obiskovalce kot tudi za zaposlene
in pa pomembno se izogibati konceptu senzorne preobremenitve. To pomeni, da je vključenih preveč senzornih vsebin, ki si nekako škodijo in imajo nekakšen večji doprinos.